Sam sem pa ravno obratno pozival, jaz sem takrat na tem postroju Štajerske varde, drugega ni bilo, ničesar drugega sploh ni bilo in ničesar drugega ti ljudje niso imeli, sem pozival k obrambi obstoječe ustavne ureditve, vladavine ljudstva, oziroma, kot jaz sam temu pravim, mislim, da je pravilna slovenska ljudovlada, beseda demokracije pa popolnoma napačna, čeprav je zapisana v ustavi, ampak mišljena je to, o čemer govorim, torej slovenska ljudovlada. In mi imamo to zapisano v prvih 3 členih Ustave Republike Slovenije. Ne? Jaz sem želel samo to, da se naša ustava dejansko spoštuje in izvaja. Nikakor, da bi jo nasilno rušili, to nisem niti pomislil. Ne? In se nisem zavzemal za nobeno drugo ustavno ureditev, torej ne vem, zakaj bi nasilno rušil ustavno ureditev obstoječa. Nisem se zavzemal niti za monarhijo, niti za diktaturo, ne za cesarstvo, ne vem, mogoče so še kakšne druge ustavne in družbene ureditve, ampak jaz sem se, kot sem povedal, zavzemal samo za pravo oblast ljudstva in to je po slovensko, se temu reče, ljudovlada. Je pa res, da to, kar sem tudi že danes povedal, da so to našo ustavno ureditev že pred menoj zrušili ti fašisti. Ne? In tu ne gre za verbalno dejanje, torej, da bi oni to z govorom naredili, oni so to izvedli de facto, torej gre za izvršeno dejstvo. In pol, mi smo sami objavili takrat te posnetke, saj sploh niso vedeli, zakaj gre. Ko smo jih objavili, so se pa ti fašisti našega dogodka, tega postroja Varde v Štajerske Varde v Janhovi, hudo prestrašili. Ne? To pa je bilo jasno razvidno in potem so mediji so hujskali, ščuvali in strašili gledalce in gledalke, Slovence in Slovenke, prebivalce te naše države. In zdaj se vprašamo, zakaj ne? Zakaj bi se kdorkoli moral bati lastnega naroda, lastnega ljudstva, če nič ni zagrešil proti njemu? Jaz ne vem, nobenega razloga, da bi se svojih ljudi moral kdorkoli brati. Seveda pa je popolnoma jasno, da se upravičeno boji tisti, ki pa nad lastnim narodom izvaja rodomor, ali pa rečemo s temo stujko genocid, kar je tudi najhujše kaznivo dejanje zoper človeštvo. Ne? In sleherno ljudstvo, sleherni narod ima vse pravice, da se takšnemu početju zoperstavi, te rodomornike, genocidnike pa ustrezno kaznuje. Moramo vedeti, da namreč rodomor ali genocid nikoli ne zastara. In to velja tudi za nas, torej za naše slovensko ljudstvo oziroma naš slovenski narod. In zgleda, da so se ti fašisti tega zavedali, kaj počnejo. Namreč, ker med rodomor oziroma med elemente rodomora ali tega genocida sodi tudi sprememba prebivalstva, se pravi, ali selitev nekih tujerodnih ljudi v neko drugo družbo oziroma obratno. In to je to, ne? To so migracije. To so migracije, lahko jih potem oni skrivajo pod ekonomskimi ali pa to imenujejo te ljudi begunci ali kakorkoli, ampak to je to. Te ljudi, ki jih v velikem številu naseljujejo pa tudi ne samo te nezakonite migrante, tudi te ekonomske migrante, ki jih češ, da jih mi potrebujemo, ker nimamo delovne sile in tako naprej. Dajte vi plačati našim ljudem prave plače za pošteno delo, pošteno plačilo, pa ne bo noben na tej borzi prejemal nobenih podpor, ker bo delo, če bo dobil pravo plačo za pravo delo. Ne? Vi pa vozite sem v naše kraje ljudi iz Azije, Afrike, pa ne vem odkot, ki se jim zdi, da bo tu pri nas zaslužil celo bogatstvo, v primerjavi s tem, kakšne razmere so pri njih doma. In to je to je ta genocid ali pa rodomor, o katerem govorim. Zato so potem ti fašisti preprečili, da bi naš narod spregledal, mene zaprli. Ne? In jaz sem potem 6 mesecev, 20 dni, nekaj takega, no, pa dobro rečemo 6 mesecev pa pol, sem preživel v priporu, sam, v majhni sobi, ali pa boljše rečeno sobici. Ne. Oni so mislili, da bo mene s tem prestrašili oziroma zlomili, kaj so mislili, ne vem. Ne. Seveda so hoteli s tem, ko so mene zaprli, prestrašiti tudi ostale
naše ljudi, prebivalce in prebivalke, pripadnike slovenskega naroda, državljanke, državljane, ne, da ne bi kdo pomislil in se zoperstavil njihovemu fašizmu. Ne. Glede, mislim, to bom pa zdaj kar direktno tem ljudem povedal še enkrat, ne, gospe in gospodje, lahko pa tudi se imenujete, če želite, tovariši in tovarišice, kakor vi želite, ne. Vaše početje je nesmiselno in bilo za manj. Ne. Če to mislite, pa nimate pojma in ne veste, kaj počnete, to je samo še večja spodbuda za delovanje v prihodnosti. Tako da na ta način ne boste nobenega zlomili, mislim nobenega, mene sigurno ne.